Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni, Rok Bizovičar, direktor Prešernovega gledališča v Kranju. Dober dan. Kaj prinaša 56. teden slovenske drame, ki se bo začel 27. marca? Teden slovenske drame 56 je že po vrsti. Kot vselej prinaša izbor najboljše, najbolj prodorne slovenske gledališke uprizoritvene scene, se pravi predstav, ki so nastale po slovenskih besedilih. Hkrati pa je poseben fokus tega festivala tudi dramska ustvarjalnost, se pravi najboljša dramska besedila, ki jih na zaključku festivala tradicionalno razglasimo z Grumovo nagrado. Bilo jih je kar 64 predstav, od tega ste jih uvrstili 11 in 7 tekmovalnih. Tako je, selektorica Zala Dobovšek si je v preteklem letu ogledala 64 uprizoritev, od tega 11 dramskih besedil, medtem ko so ostala nastala v nekem kolektivnem procesu skozi snovalne principe ustvarjanja, tako da je v svoj izbor uvrstila 12 predstav, 7 v tekmovalni program in pa 5 v spremljevalni program. In koliko predstav bo odigranih v Prešernovem gledališču v Kranju? Mislim, da bomo samo za dve predstavi morali izvesti zaradi prostorske stiske izven Kranja, tako da bo 10, pa verjetno še kakšna v dodatnem programu, drugače pa sam program izredno načelen, da tako rečem, angažiran, tudi političen v raznoraznih smislih, tako da mislim, da si lahko obetamo kar odmeven in drzen festival. Je imela selektorica težek izbor med toliko izbranimi, da je dobila 7 tekmovalnih predstav? Mislim, da je bila sezona zelo kvalitetna, tako da izbor je vselej v bistvu neka avtonomna gesta, ki jo je selektorica izvrstno utemeljila, predstavlja res vsebinsko reflektiran izbor, tako da ja, ampak vsaka selekcija je težko delo, ki nosi določeno mero odgovornosti. In pod katerim strogim očesom žirije bo potekalo ocenjevanje? Žirija festivala še ni točno določena, to bomo razglasili v kratkem, čakamo še potrditve tujih žirantov, je pa znana žirija za Grumovo nagrado, ki že opravlja svoje delo. Prve nominirance bomo razglasili v sredini februarja, žirijo pa sestavljajo Maja Šorli, Petra Vidali in pa Dino Pešut. Vi ste selektorica letošnjih predstav na tednu slovenske drame. Je bil zelo težek izbor med tolikimi prispelimi 64. Ja, selektorsko delo je vedno zahtevno, po drugi strani tudi zanimivo in v končni fazi vedno zelo odgovorno. Odgovorno je to, ker se mi zdi, da je pomembno, da selektorica ohranja neko lastno avtonomnost in svoja lastna načela, ki pa so seveda vedno povezana potem tudi z gledališko sceno, s tem, kako svoj izbor nekako posreduje javnosti kot taki. Kaj prinašajo, kakšne predstave ste izbrala? Ja, predstave so različne, ampak lahko najdemo v tem tudi kaj podobnega. Na nek način je nehvaležno iskati na silo skupne imenovalce, ampak kljub temu lahko rečem, da so to zelo angažirane predstave, nekatere tudi politične. Veliko jih temelji na dokumentarnem materialu, se pravi na uprizarjanju realnih oseb, realnih situacij, realnih zgodovinskih momentov. Predvsem pa se mi zdi, da vse te predstave dajejo neko gesto odgovornosti do materijala in do tega, kako je ta material skomuniciran z občinstvom. Zelo zanimivo se mi je zdelo med vašo predstavitvijo, ker ste predstavila predstavo Anhovo, ker vsi vemo, kako ljudje živijo tam v tej okolici, kako se sodeluje z lokalno skupnostjo in koliko ljudi je že moralo dati svoje življenje zaradi neurejenih razmer, zaradi te azbestoze, za katero zbolevajo. Anhovo je izjemno pretresljiva predstava, je tudi po svoje zelo zahtevna, traja nekaj ur, ampak z namenom. Vse to ima svoj namen, zato ker so se oni z strokovno pomočjo, sta se Žiga Divjak in Katarina Morano zelo
globoko posvetila tej temi. In gre za eno izjemno gledališko predstavo, ki nam razpre ljudem, ki nismo iz tega območja, eno zgodbo, ki je izjemno grozljiva in za katero ne moreš verjeti, da se je bilo toliko vprašanj in se desetletja nihče ni opravil neke odgovornosti za to. Po eni strani uprizoritev govori o samem delu in o samim relacijah ljudi, ki so tam delali in zboleli, po drugi strani pa se seveda to vedno potem povezuje z njihovimi privatnimi življenji, z njihovimi družinami, z njihovim razrednim položajem, ker se veliko od njih ni moglo privoščiti seveda dati odpovedi. Vezana na življenjsko zgodbo je tudi ena izmed predstav, zakaj sva se ločila. Ja, to je res. Ja. Ta pa je po drugi strani izhaja iz obstoječega dramskega besedila in v tej predstavi vstopamo v zakonski par, ki se na neki točki razpre vse bolečine in razpoke in neskomuniciranost, ki se je nabrala skozi leta. In to predstava naredi na en zelo natančen in odgovoren način, tudi humor na nek način, ampak razpre neke tolmune tabujev, od katerih sicer radi zbežimo, pa nam jih malo pred očmi. Domače gledališče pa naj bi predstavilo Cankarja. Tako je, z uprizoritvijo in mnogi drugi, kjer se je mlada gledališka ekipa nekako je izhajala iz Cankarja kot izvirnika zgodbe in potem naredila en tak gledališki hibrid med časom Cankarja in današnjim časom, predvsem z perspektive razreda, delavskega razreda in razrednega sramu. Več pa še na zadnji konferenci tik pred otvoritvijo tedna slovenske drame. Za danes pa hvala lepa. Hvala vam.